Prav lep pozdrav vsem medijem, ki ste se odzvali mojemu povabilu. Najlepša hvala vsem snagatorcem in snagatorjem, da smo danes lahko tukaj. In seveda, ni mi prav prijetno, da vse to, kar vam bom povedal v enih 5 minutah. Nadzorni svet našega podjetja je 10.6. sprejel odločitev in imenoval drugega kandidata. Tako da moje delo se žal končuje z vami 30.6. Moj zadnji dan je 20.6., potem pa odhajam na en krajši dopust in s 1.7. sem že na neki drugi lokaciji, seveda z bistveno manj nekih aktivnosti. Naj se vam na tem mestu najprej iz srca zahvalim, da smo v preteklem obdobju uspeli to, kar marsikdo ni pričakoval. Da smo z samo skupnim sodelovanjem in razumevanjem ustvarili odlično klimo, zaupanje vseh naših uporabnikov, katerih je, ne boste verjeli, že več kot 165.000 v 9 lokalnih skupnosti, ki imajo več kot 30.000 svojih hišnih ljubljenčkov. V Snago me je leta 2020 so me pripeljali novi izzivi na moji življenjski poti, za katere sem imel predhodne izkušnje, tako iz komunalnega področja, kot tudi iz energetike. Kot vidite, vedno imam veliko energije, volje, znanja in pa seveda tudi potrebne kompetence. V tem so tudi spoznali socialni partnerji, sindikat našega podjetja, svet delavcev našega podjetja, in kar še me posebej radosti in veseli, da tudi skupni svet delavcev javnega holdinga. In zato sem vam res zelo hvaležen. In nenazadnje so to izzivi na področju varovanja okolja in delovanja javne snage ter zaupanja okolja, v katerem delujemo. In to gre še enkrat velika hvala vam, ki ste na tem dvorišču, ki ustvarjate v tem okolju in tudi skupaj, ki delujemo na zbiranju odpadkov, urejanje javnih površin, zavetišče za živali, akvarij, terarij in pa tržne storitve. 80-20 je zakonodaja ali pa zakon, naš zakon. 80% prihodkov moramo ustvariti iz gospodarskih javnih služb in pa 20% in tržnih dejavnosti. Največji dosežki. Ja, zelo sem imel dilemo, kako začeti, pa tudi, bom rekel, nisem imel velike težave. Namreč, za 1.7.2020 sem se seznanil z najbolj opevanim projektom v vašem okolju takrat, to je nedelujoča sortirnica. In smo jo z lastno ekipo uskladili in uredili in je takrat potem od septembra, ko smo naredili poravnavo, deluje v eni izmeni na polni zmogljivosti. 30.000 ton obdelamo odpadkov v eni izmeni letno. Kot veste, je občina Kungota najprej prodala delež v Snagi, ravno zaradi slabega poslovanja. Potem sem prepričal z našimi argumenti, z vašim delom, tudi sedanjo aktualno županjo, da so ponovno kupili ta delež v Snagi in da lahko tam tudi na podlagi tega nemoteno opravljamo to našo dejavnost. Do mojega prihoda je žal Snaga in tisti, ki so jo vodili, izkazovalo negativno poslovanje. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker me je zanimalo samo tisto, kaj smo mi opravili in kako gremo naprej. Namreč v letu 2022 in 2023 smo dosegli izjemne rezultate, tudi dobiček in tudi zato ni bilo niti sence dvoma, tudi takrat znotraj prejšnjega sestava nadzornega sveta, da ne bi prejeli 13. plače. V letu 2023 smo iz tržnih dejavnosti ponovno pokrivali 193.000 evrov za zavetišče, 141.000 evrov odlagališče in pa 133.000 evrov iz čiščenja javnih površin. To je 468.000 evrov, skoraj pol milijona. Tudi z bankami smo uspeli doseči reprogram, da smo zmanjšali plačilo glavnice na mesečni ravni in tisto razliko, to, kar ste najbolj tudi sami opazili, dodatno obnavljali naš avtopark, to, kar je bistvo, da lahko s čem delamo. V tem obdobju, ne boste verjeli, 4,5 milijone je Snaga investirala v obnovo avtoparka, sončno elektrarno, ki nam je v lanskem letu doprinesla slabih 200.000 evrov čistih, bi rekel, dodatnih virov, če se tako izrazim.
Drugi pomembnejši dogodki so stabilizacija poslovanja, nemoteno delovanje sortirnice. Mi postanemo od 1.5.2022 tudi izvajalec v Hočah. To, če ne bi dobro delali, potem tudi tega ne bi bilo. Z občinami je bil dosežen dogovor o financiranju aktivnosti ukrepov varstva okolja zaprtih odlagališč Dogoše in pa Pobrežje. Za poslovno leto 2022 postane Snaga, ne boste verjeli, prvo javno podjetje po mnenju bralk in bralcev Večera, najpodjetje za poslovno leto 2022. Hvala Večer. Pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo sončne elektrarne 86 tisoč, pridobitev državne pomoči v lanskem letu 180 tisoč evrov. V letošnjem letu smo z občinami dosegli dogovor glede modela financiranja zavetišča za živali. To pomeni, da več ne bomo pokrivali iz tržnih dejavnosti, da se ve, na kak način se ta infrastruktura tudi uredi. Kar se mi šteje, tudi bom rekel, da sem zelo zadovoljen in tudi še enkrat zahvala sindikatu in svetu delavcev. Podpisali smo končno to, kar je trajalo po 4 letih, skoraj 4 letih, podjetniško kolektivno pogodbo in potekajo aktivnosti za tudi podpis novih pogodb, ki jih boste kmalu prejeli v podpis. Pomembno je tudi, da smo za področje Smreke pripravili idejno zasnovo, kako se mora tam ravnati z odpadki. Gre za javno infrastrukturo in to pač morajo lokalne skupnosti pripraviti, urediti in najti model, na kak način bo to financirali, prav tako pa tudi naša selitev. Sicer o tej naši selitvi, tisti, ki ste najdlje tukaj, ne Zdenko Božič, ti si že tudi skoraj 40 let, se že to verjetno ni 20 ali 25 let o tem tudi govori, pa vendarle v naslednjih 10 letih pa morda se bo to res zgodilo. Naredili smo idejno zasnovo novega zbirnega centra v Limbušu. To je 3. zbirni center, ki ga Maribor nujno potrebuje. Vsako letno vlagamo v IT, v posodabljanje računalniške opreme, v znanje in seveda nadgrajevanje kadrov. Redno izobraževanje tistih, s katerimi največ sodelujete, torej vodji, delovodji in tudi vas, tudi voznikov v tem procesu. Začetek projekta zbiranja od vrat do vrat stekla in papirja, kar so tudi lahko ugotavljamo zelo dober projekt in pa kar je najpomembnejše, so tudi ozaveščevalne akcije, izvajanje svetovalnih nadzorov, kjer lahko dejansko vidimo, koliko še imamo potencijala. Skozi celotno poslovno kariero sem imel fokus na sodelavce. Njihovo rast tako strokovno kot osebnostno v danem okolju. Da sem lahko ta fokus imel, je verjetno tudi to, da imam za sabo že več kot 34 let poslovne kariere, lahko rečem, da zelo uspešne. Zato lahko z gotovostjo trdim, da me pri mojem delu spremljajo integriteta, poštenost, vztrajnost, ciljna usmerjenost, ustvarjanje dobre klime, vodenje zahtevnih sestankov, prilagajanje na spremembe, sprejemanje odgovornosti, proaktivnost, iskanje rešitev in še bi lahko našteval. Vendar, vse to, kar sem sedaj povedal, pa mi lahko nekdo šteje tudi v minus. Težko se soočam namreč z 3 zadevami. Nepoštenostjo, lažjo in neresnico. Obžalujem pa, da vsi ti argumenti v današnjem času niso prevladali. In da nekateri, vendar prevladujoči člani nadzornega sveta tega niso upoštevali ali pa tudi prepoznali. Prav tako pa tudi, kar je najbolj pomembno, izpolnjujem vse pogoje, ki so bili razpisani za to delovno mesto. Kar pa na podlagi pridobljenega pravnega mnenja, ki ga je pridobil svet zaposlenih, svet delavcev, iz pravne fakultete Univerze v Mariboru, ne velja za novega kandidata. Namreč ta novi kandidat, oziroma ki ga je nadzorni svet izbral, ne izpolnjuje, nima 5-letnih izkušenj pri vodenju vsaj srednje velikega podjetja, prav tako nima delovnih izkušenj z področja komunalnih dejavnosti in pa tisto, kar je pa verjetno najbolj štelo, je to, da je občinski svetnik v občini Slovenska Bistrica in pa tudi član komisije za mandatna vprašanja, seveda znotraj politične opcije Gibanja Svoboda. Kljub tem znanim dejstvom se je mestna politika odločila delovati, kot je sedaj sprejeto in kar ste mediji skozi celo lansko leto pravilno napovedovali. Očitano mi je bilo celo, da nisem timski človek.
Ja, če ta timski človek ne bi tule stal pred vami, potem res ne vem, kako bi danes lahko sploh kaj takšnega govoril pred takšno eminentno množico. Odločitev seveda spoštujem. Bom pa izkoristil vsa pravna sredstva za dokazilo, da je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja Snaga ravnal negospodarno in ne v luči dobrega gospodarstvenika. Prav tako verjamem in upam, da bodo mestne svetnice in svetniki uredili začrtano pot v zvezi z delovanjem javnega holdinga, ki je kot naš izvajalec po SLA pogodbi res med tistimi, ki črpa življenjsko energijo podjetjem vključenih v to skupino, vsaj Snagi. O sodelavcih javnega holdinga lahko rečem vse dobro. Vsako vodstvo pa bo moralo narediti kaj več, še posebej si pridobiti znanje iz razvoja komunalne dejavnosti in pa določanja skupnih prioritet. In to je izključno moj pogled, ki sem si ga ustvaril skozi 4-letno obdobje. Javno podjetje Snaga še naprej ostaja zavezano izpolnjevanju svojega poslanstva, nudenje ugodja in čistega okolja. Zapuščam ga v dobri kondiciji, kar kažejo tudi letošnja poročila v prvem kvartalu. Hvala vsem, ki ste se danes udeležili našega zadnjega zbora sodelavcev v mojem mandatu, z upanjem po nenehnem izobraževanju, inovativnega delovanja ter še posebej skrbi za lastno zdravje, zdravje vaših družin in gradnje medsebojnih odnosov. Hvala vsem uporabnikom naših storitev, še posebej tistim, ki ste v našem delu skozi osveščanje spoznali, da nam mora biti mar do narave, edinega doma, ki ga imamo v okolju, tako, da skupaj spreminjamo okolje in svet na bolje. Najlepša hvala za zaupanje vsem županjam in županom, ki ste nam zaupali izvajanje sistemskih storitev, ravnanja z odpadki in poslovnim partnerjem. In seveda, najlepša hvala za sodelovanje vsem medijem, ki ste danes tukaj prisotni, ki ste nas spremljali in verjamem, da boste le to počeli tudi v prihodnje. In hvala Maribor, ko bi le bil šampion. Hvala vam.